Danes je 3. maj, dan svobode medijev. V čem vi vidite trenutno največjo težavo slovenskega medijskega prostora? Problem slovenskih medijev je večplasten. Problem novinarskega poklica pa je precejšnja degradacija, nizek ugled, ki ga uživajo v družbi. Za temu pa botrujejo številni dejavniki, pri čemer bi na prvo mesto postavil tudi odgovornost novinarjev samih. Ampak kar se mi zdi v tem trenutku bistveno je to, da novinarji in mediji zaznajo pomen in resnost družbeno-političnega trenutka, ki se odvija okrog nas, in če bomo znali poiskati prave odgovore na prave vprašanja, potem bo tudi javnost to znala ceniti, razumeti in bo kredibilnost in pa ugled medijskega sveta nasploh se v naši državi izboljšal. Kje naj začnem pravzaprav, ne? Mislim, da se težave v slovenskem novinarstvu vlečejo že kar nekaj časa. Nastajajo nove iz nerešenih zadev, nastajajo nove zgodbe. Predvsem bi seveda v tiskanih medijih bi izpostavila relativno nejasna lastniška razmerja, ki seveda potem povzročijo kup drugih težav, nestabilna uredništva in tako naprej. Druga težava je seveda zelo nejasen status, kar zadeva zaposlitvena razmerja. Veliko imamo novinarjev, ki so seveda honorarni sodelavci z kratkimi pogodbami. Vse to novinarstvo seveda peha tudi v, da temu rečem, dobičkonosno novinarstvo, torej novinarstvo, ki se prodaja. Imamo premalo resnega, poglobljenega, analitičnega novinarstva, ki se ukvarja z resnimi težavami, ki pestijo našo družbo. Preveč rumenega novinarstva od danes na jutri, padanje na neke hitre zgodbe, ki tudi srednjeročno niso zelo pomembne, ne? V bistvu novinarstvo kot takšno nima težav. Težave imamo predvsem mediji, ne? Težava novinarjev je to, da so po eni strani podplačani, tisti ta dobri, ki bi morali biti sorazmerno kvalitetno in s tem tudi lahko profesionalno opravljajo svoje delo. Težava samega novinarstva je tudi po drugi strani, mislim, je povezana z tem socialnim položajem. Torej, lastniki in tudi uprave si želijo čim cenejše novinarje, ne glede na to, kakšno kvaliteto s tem povzroča ali predvsem nekvaliteto svojega dela. Ne. Kar se tiče samih medijev, pa imajo čisto podobne težave kot celotna država. Ne. Torej, brez nekega jasnega, vse za večino, z nekimi redkimi izjemami, nima dodelanih poslovnih načrtov, noben ne ve, kaj so tehnološko konverzijo, torej kako se povezati z internetom in plasirati medijske vsebine. Sam osebno največja težava slovenskih medijev vidim v tem, da niso pripravljeni na nove razmere na trgu. S tem ciljam predvsem na splet, kjer pač je konkurenca široka in Sloveniji so dostopni vsi tuji mediji in jih Slovenci tudi berejo, medtem ko so naše spletne strani relativno podhranjene. To pa zaradi oglaševalstva. In seveda tudi zaradi oglaševalstva prihaja do enih takih paradoksalnih situacij, da se ustanavlja en kup medijev, ki ciljajo predvsem na oglase, oziroma so zdaj mogoče malo manj v recesiji, proizvod jim je pa v drugem planu, se pravi proizvod kot članek, tekst, video, karkoli. To pa pol privede do ene take čudne situacije na trgu, kjer ogromno ljudi dela po nekih fleksibilnih oblikah SP-jevstva, na črno pogodbah, v negotovih razmerah, in recimo pride do teh paradoksalnih situacij, da v stiski Vegredovih delavcev poročajo ljudje, ki zaslužijo mogoče celo manj kot ti delavci sami.